Zavi je podpolkovnik v rezervi ter ustanovitelj in predsednik raziskovalnega in izobraževalnega centra Alma, ki se specializira za varnostne izzive ob libanonski meji. 15 let je služila v obveščevalnem korpusu IDF, sprva na področju raziskav in analiz, kasneje pa pri severnem poveljstvu. Said, najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Hvala, da ste me povabili. Začnimo tako, da nam prosim opišete trenutno situacijo vzdolž izraelske severne meje z Libanonom na obeh straneh, v severnem Izraelu in v južnem Libanonu. Torej, IDF je nameščena oziroma poskuša vzpostaviti nadzor vzdolž tistega, kar imenujemo rumena črta. Pravzaprav ni nobene črte. Ampak to je na razdalji včasih 1 kilometra, včasih 12 kilometrov od meje, s čimer znova ustvarjajo varnostno območje. In obstaja približno 50 muslimanskih šiitskih mest, ki jih zdaj uničuje IDF zaradi prisotnosti Hezbolaha v teh mestih in pod njimi. To pomeni, da prihaja do vsakodnevnih stikov, bojev, spopadov med stranema. Medtem ko je glavna grožnja Hezbolaha FPVS, to so majhni droni, ki jih včasih izstrelijo z velike razdalje, celo zunaj rumene črte. In težko jih je izslediti, zato jih je tudi težko prestreči. So zelo majhni, prenesejo lahko le majhno količino eksploziva. In napadajo vojake bodisi v Libanonu ali tudi v Izraelu, ob meji. Tako poskusi prestrezanja povzročajo alarme. In na ta način imamo vsak dan sirene v različnih skupnostih na severu. In včasih, kot prejšnji petek, je Hezbolah namerno izstrelil rakete proti izraelskim skupnostim. To je bilo v Ari in Kriotu samo v petek. Tako je, kot da se vračamo v normalno stanje, vendar so zvoki vojne tam, kjer živimo, stalni. Ali opažate spremembo taktike pri Hezbolahu v primerjavi s prejšnjim valom spopadov leta 2024? Ja, popolnoma drugače je, ker je leta 2024 vsak napad Hezbolaha z raketami obsegal približno 20 ali 30 raket, včasih celo več. Tega v trenutni kampanji ni bilo in zagotovo se to ne dogaja v domnevnem premirju. Strinjam se s tem, kar ste povedali, premirja ni. Pravzaprav je premirje za Tel Aviv in premirje za Bejrut. Prva izjema je bila prejšnji teden, ko so ubili poveljnika brigad Radvan. A to še zdaleč ni dovolj, da bi resnično ustavili proces obnove Hezbolaha, saj je glavna dejavnost IDF osredotočena na jug. In glavna dejavnost Hezbolaha je osredotočena na izraelski sever. Torej, govorili ste o prizadevanjih Hezbolaha za obnovo. Kako dobivajo svoje orožje? To je že drugič, da potekajo intenzivni spopadi, čeprav so zdaj nekoliko bolj omejeni kot marca in v začetku aprila. Ampak še vedno imajo rakete, ki so jih izstrelili, še vedno imajo drone, imajo ta oklepna vozila. Ali so vse to sami izdelali ali pa tihotapijo v Libanon? Kolikor vemo o FPV-jih, so verjetno uvoženi, vendar bi lahko razvili tudi sposobnost, da jih sestavijo v Libanonu. Druge bi lahko sestavili, vemo za majhne delavnice za izdelavo brezpilotnih letal. Pri raketah je to preprosto. Tako je. In te izdelujejo bodisi v Bejrutu ali v Debki. Kar zadeva uvožene, tihotapljenje iz Sirije še vedno poteka, čeprav jih sirska vlada nekaj zaseže. Toda na terenu so tihotapci, ki to počnejo za denar. In upoštevajte, da meja med Sirijo in Libanonom ni zagrajena in ni ograjena. Vse je odvisno od terena. Če lahko tovornjak prečka hribe in doline, torej če obstaja cesta, obstaja možnost. Poleg tega je verjetno aktivna tudi pomorska pot. Vprašanje je glede letališča Hariri, saj tam ni več rednih iranskih letov kot v preteklosti, le diplomati, in morda prinesejo tudi nekaj tega. Za FPV-je imejte v mislih, da potrebujete le en tovornjak, da jih pripeljete na stotine, ker so zelo, zelo majhni.
Poglej, Sarit, to, kar opisuješ, je res izjemno. Mislim, to je drugo premirje v Libanonu po, kot sem omenil, intenzivni vojni leta 2024. Takrat je Izrael na koncu dejal, da je bistveno oslabil zmogljivosti Hezbolaha. 80% njihovega raketnega arzenala je bilo uničenega, večina v enem dnevu, v eni sami operaciji, Severne puščice. Kako si razlagate to uspešnost, ki so jo lahko dosegli? Še vedno morda ne 30 raket na salvo, vendar so bili dnevi, ko so izstrelili več 10 raket na skupnosti ob severni meji. Ste bili torej presenečeni, da so še vedno lahko delovali tako, kot so? In še enkrat, kako si to razlagate? Poglejte, vse je stvar matematike. Če pogledate številke, je imel Hezbolah leta 2023 75.000 raket. Govorim samo o raketah, prav? Ne štejem minometov in ne štejem dronov ali brezpilotnih letal. Za različne dosege v Izraelu, nekateri med njimi so bili tudi natančno vodeni izstrelki, 75.000, zmanjšanje za približno 80%. To nas pripelje na približno 20.000. In napadali smo v Libanonu med obema kampanjama približno 2-krat na dan proti Hezbolahu po celotnem Libanonu, vendar večinoma na jugu. Tako da smo morda še dodatno oslabili, ko smo vstopili v trenutno kampanjo februarja, konec februarja. Tako da imajo še vedno na tisoče raket. In to je situacija, ki jo vidite danes. Vendar Hezbolah ni sposobna izvesti invazije, kot jo je Hamas proti izraelskim skupnostim. IDF je tam kot zaščitni pas med izraelskimi civilisti in Hezbolahom. Jasno je, da ima Hezbolah veliko težav, a vojna še ni končana. In čeprav se naše življenje ni vrnilo v normalno stanje, moramo stvari postaviti v pravo perspektivo. Današnja situacija je boljša, kot je bila pred letom 2023, ker smo jih vsak dan videvali na meji, zdaj pa jih tam ni več. To je res pomembno. Zdaj me zanima vaše mnenje. Kdo trenutno sprejema odločitev o Hezbolahu? Mislim, kako vpletena sta Iran in IRGC v sprejemanje odločitev? Ali Hezbolah deluje samostojno ali pa sledi ukazom iz Teherana? Popolnoma nesamostojno. Dokler je iransko veleposlaništvo še vedno aktivno v Bejrutu, bo za Irance zelo enostavno nadaljevati svojo vpletenost v Hezbolah. To je pravzaprav poveljniški center IRGC znotraj Bejruta. In videli smo med obema kampanjama neposredno prisotnost Irancev v Hezbolah, v procesu obnove, v procesu odločanja itd. Ne bi rekla, da je Naim Kasem popolna lutka, vendar je zagotovo veliko šibkejši kot Hasan Nasrallah. Ne štejejo ga za partnerja, ne ocenjujejo ga enako kot Hasana Nasrallo in vsi menijo enako o njem. Vendar pa, veste, nisem prepričana, da bo tako tudi čez nekaj let, če bo preživel naslednjih nekaj let. Ja, mislim, očitno ga nihče ne more primerjati z Nasrallo, ki so ga opisovali ne le kot najmočnejšega človeka v Libanonu, ampak so ga nekateri celo imenovali najmočnejši človek sredi Irana. Ja, in v Iranu zdi se, da imajo nekakšen problem glede verskih voditeljev. Ampak, ko pogledaš poveljnike, nekateri so preživeli. Večina jih je bila ubitih. Velika večina je bila ubitih, a nekaj jih je preživelo. In tudi tisti, ki so med vojsko in politiko, ki niso verski, kot sta Ufik Safa ali Muhamed Raid. Ufik Safa je bil Nasrallov človek iz ozadja za posebne operacije. Odstopil je z svojega, Še vedno je živ in dejaven. Muhamed Raid pa je vpliven član parlamenta, zelo močan. Torej, ja. Poglej, Nasrallah je pustil tako veliko praznino, da ga bo, mislim, nemogoče nadomestiti. Ampak poglej, očitno vprašanje zdaj bi bilo, kako veliko grožnjo predstavlja Hezbolah za Izrael, če bi se vojna končala zdaj. Ampak v realnosti, po 7. oktobru,
tega vprašanja ne morem postaviti, ker vemo, da bo Hezbolah izkoristil čas za obnovo svojih zmogljivosti, ponovno organizacijo, ponovno oborožitev. Ne gre za prekinitev ognja. Ne gre za deeskalacijo. Točno tako, to je dejstvo. Zato ne poudarjajmo očitnega. In rad bi vas vprašal, kaj se mora zdaj zgoditi, da Hezbolah v prihodnosti ne bo predstavljal grožnje Izraelu. Hezbolah mora biti dovolj šibek. Še nismo tam. In žal, ker smo ustavili večino napadov v Bejrutu in v Debki, se proces ne bo ustavil. In libanonska vlada bi morala biti dovolj močna in pod dovolj velikim pritiskom mednarodne skupnosti. Islamska republika v Iranu mora pasti, sicer se razmere v Libanonu ne bodo spremenile. In mednarodna skupnost mora po vsem svetu preganjati vse finančne dejavnosti Hezbolaha. Če se bo vse to zgodilo hkrati, morda, nisem niti prepričana, ampak morda bomo videli temeljito spremembo v tem, kar se dogaja. Za zdaj je edina, ki se resnično bori proti Hezbolahu, Izrael. Libanonska vlada pa počne vse, da se ne bi soočila s Hezbolahom. In vse, kar ste do zdaj videli strani libanonske vlade, so bile zelo pozitivne izjave. Toda izjave niso dovolj. Torej, Sarit, popolnoma si me pripeljala do naslednjega vprašanja. Ena od teh izjav je bila februarja, le mesec dni pred vojno. Libanonski predsednik vlade Nawaf Salam je izjavil, citiram: Libanonske oborožene sile imajo popoln operativni nadzor nad jugom države. Zdaj je jasno, da se je motil. Nekateri bi rekli, da je lagal. Toda ali lahko libanonske oborožene sile, ali obstaja scenarij, v katerem bi se lahko razporedile na jugu, ponovno pridobile svojo suverenost in razorožile Hezbolah? Možnosti so majhne. In mislim, da je bilo celotno načelo ali predstava, da bi morala razorožitev Hezbolaha začeti na jugu, napačno. Ker libanonska vlada v zadnjih 20 letih nima suverenosti na jugu, to je dežela Hezbolaha. Če želite resnično začeti proces, da bi Libanon postal suverena država, bi morali začeti v Bejrutu. Prepričati se morate, da v Bejrutu ni Hezbolaha. Prepričati se morate, da uprave ne infiltrira Hezbolah. Kako to storite? Potrebujete veliko poguma in morate tvegati, in kot sem rekla, morate biti močnejši. Torej se mora veliko stvari zgoditi hkrati. Kar se tiče libanonske vojske, vemo, kateri poveljniki sodelujejo s Hezbolahom in še vedno so na položajih. Poveljnik vojske zelo jasno pravi, da je zavrnil vsakršno soočenje s Hezbolahom. To pomeni, da bodo vedno obstajali kompromisi. In Hezbolah je to izkoristil v zadnjem letu ali nekaj več. In kar je naredil, je bilo sodelovanje in usklajevanje med temi častniki in Hezbolahom. Na ta način so skrili vojaško prisotnost Hezbolaha južno od reke Litani. Vse onkraj reke Litani je potekalo povsem neovirano. Vsak najmanjši znak razorožitve je bil dejansko usklajen s Hezbolahom, da bi ustvarili vtis, kot da se nekaj res dogaja. Vendar smo videli, da je približno polovica izstrelitev proti Izraelu v prvih nekaj tednih trenutne kampanje prišla z območja južno od reke Litani. Videli smo, da so brigade Radvan zlahka prečkale reko Litani. Na začetku kampanje jih nihče ni ustavil in so uspešno delovali proti nam ter izstreljevali te drone in rakete vse do zdaj. Torej, libanonska vojska preprosto ni bila tam, ni naredila ničesar. In dokler niso pripravljeni soočiti se s Hezbolahom in tvegati državljanske vojne, ne vidim, kako bi se lahko kaj hudega spremenilo. Torej, v bistvu to, kar opisujete, globoko infiltracijo v državne institucije in v vojsko, opisujete državo v državi. Da. Torej, ali je predsednik Joseph Aoun iz Libanona dovolj pogumen? Rekel je, da libanonsko vodstvo potrebuje pogum. Ali ima dovolj poguma, da izvede te korake, za katere pravite, da so potrebni? Poglejte, kot raziskovalka sem se naučila, še posebej po 7. oktobru, da ne morem vstopiti v glavo nobenega od tistih, ki jih raziskujem, vključno z Josephom Aounom. Ampak ko gledam, kaj počne, namesto kaj govori, ne vidim nobenih dejanj. In dala vam bom zelo majhen primer, prav? Svetovalka Josephovna za obnovo Libanona po vojni, ki je bila imenovana, mislim, leta 2025.
Njegovo ime je Ali Hami. In bil je minister v imenu Hezbolaha v prejšnji vladi. Predtem pa je bil poslanec v imenu Hezbolaha. In on je odgovoren za obnovo Libanona. Je svetovalec predsednika za obnovo Libanona po vojni. Tukaj je en primer. Kako to, da je ta človek še vedno na položaju? Kako to, da ga Jozef Aoun objema in ga namerno, zavestno sprejema, čeprav ve, da s tem daje moč Hezbolahu, namesto da bi jo oslabil? Torej, v bistvu pravite, da je treba razpustiti ne samo vojaško krilo Hezbolaha, ampak tudi njihovo politično krilo. Ne smejo imeti nobene prisotnosti v libanonski javnosti. Bolj kot politična zmaga, v redu, politično zmago bom za trenutek postavila na stran. Bolj kot politična zmaga, celotna struktura države, znotraj države, ki ste jo omenili. To pomeni šole, tabornike, bencinske črpalke, banke, supermarkete, lekarne, karkoli si lahko predstavljate, finančne dejavnosti, socialne storitve, vse, kar si. Hezbolah je tam za svojo bazo. In danes je priložnost, ker je baza Hezbolaha razseljena iz tistih območij, na katerih se borimo. Ja, in ker je razseljena, kdo skrbi za njih? Libanonska vlada ima priložnost zagotoviti, da je edina, ki skrbi za te razseljene ljudi, vlada Libanona in ne Hezbolah. Ampak imate stališče Hezbolaha, torej to v bistvu to tudi kaže. Ja, lejte, uradniki tako v Izraelu kot v ZDA pravijo, da ne bo umika izraelskih sil, kar je ena ključnih zahtev Hezbolaha, dokler Hezbolah ne bo razorožen. Zdaj, to bi lahko trajalo leta, kot opisujete. In medtem bo Hezbolah še naprej napadal izraelske sile v južnem Libanonu, morda tudi v severnem Izraelu. Kako torej ta dva procesa delujeta skupaj? Diplomatska pogajanja, pri katerih bomo jutri videli nov krog in to stalno trenje, ki mu ni videti konca, saj se bo končalo šele, ko bo Hezbolah razorožen. Najprej, v zadnjih nekaj letih smo se naučili, da se lahko na Bližnjem vzhodu zgodijo fantastične stvari, ki si jih sploh nismo predstavljali. Ampak seveda, tukaj je meja. In seveda, podpisati mirovni sporazum z Libanonom, pri tem pa ignorirati slona v sobi, to je Hezbolah, in si predstavljati, da smo dosegli mir. Brez dejanskega reševanja te težave in omogočanja, da se stanje države v državi nadaljuje, ne bomo rešili ničesar. In zagotovo nam ne bo prineslo varnosti. Dejansko pa bo Libanon predalo Hezbollah. In zato resnično upam, da ne bomo prisiljeni umakniti se iz Libanona, ker veste, dogovori in politika ter tista lepa srečanja v kravatah, vse to je zelo lepo, na terenu pa ljudje potrebujejo varnost. Na terenu smo se bali za svoja življenja. Na terenu je Hamas prekopiral načrt Hezbolah za invazijo, zajemanje talcev, ki postanejo živi ščiti in pobijanje Izraelcev. Objavila ga je Hezbolah že leta pred 7. oktobrom. Torej je Hamas prekopiral načrt Hezbolaha. Hamas je prekopiral načrt Hezbolah. Načrt Hezbolah je bil objavljen. Vsakemu novinarju, ki vstopi v moj center, ga pokažem. Korak za korakom, točno to, kar je Hamas naredil, je Hezbolah načrtovala narediti v Galileji. In ljudje v Galileji se počutijo srečne, da se to ni zgodilo nam. In zato ni več možnosti, da bi ponovno videli Hezbolah na naši meji, kot smo jo včasih videvali. Bila sem tam vsak dan. Včasih smo jih videvali, bili so popolnoma pripravljeni. Že so razmestili vse orožje, vse, kar so potrebovali za invazijo po celotnem južnem Libanonu, po vseh območjih ob meji. No, nihče ni storil ničesar, niti libanonske oborožene sile, niti UNIFIL. In zato tega ne bomo več dovolili. Kot sem rekla, libanonska vlada ne počne ničesar, da bi nam dokazala, da tokrat resno misli, da se je kaj resnično spremenilo. Veste, minilo je že 20 let od prejšnje rezolucije, ki je govorila o razorožitvi Hezbolaha v južnem Libanonu, pa se nič ne spreminja, samo izjave. Torej se ni nič spremenilo, ker sta bila do zdaj Hezbolah ali Libanon pod okriljem Irana. Zdaj pa se zdi, da se je to spremenilo z ZDA.
prevzema bolj osrednjo vlogo. Vidite, kakšen vpliv te ameriške vloge in ali mislite oziroma vidite, da ZDA Nima političnega. Vpliva na Hezbolah. Morda vojaško, morda gospodarsko. Ja, če bi ves svet prepovedal kakršnokoli finančno dejavnost Hezbolaha, bi bilo to zelo koristno. Ampak politično ZDA nimajo vpliva. In zato, dokler Islamska republika še obstaja, so oni glavni pri Hezbolahu. In niso odvrnjeni. Odvračanje ni nekaj, kar bi lahko pripisali tistim, ki imajo radikalno ideologijo, ki nas želijo ubiti in želijo širiti svojo radikalno ideologijo po vsem svetu. No, to je razlog za njihov obstoj. V redu, če res želite ustvariti spremembo, morate poskrbeti, da nekdo dejansko nekaj naredi, ne pa samo izjavlja. Kot sem rekla, to ne deluje. Ne verjamem tem izjavam. Bila sem tam. Videla sem, kaj se je zgodilo po letu 2006. Veste, koliko izjav je bilo pred letom 2006? Ali veste, da obstaja rezolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1559 iz leta 2004, ki pravi, da morajo biti vse milice v Libanonu razorožene. Namen je bil razorožiti Hezbolo. Zakaj? Zaradi umora premierja Haririja. To ni imelo nobene zveze z Izraelom. Šlo je izključno za notranje razmere v Libanonu. A se ni zgodilo. Torej vidimo omejen ameriški vpliv na Libanon, na Hezbolah. No, oba sta še vedno eno in isto, žal. Ali vidite neodvisno odločanje v Izraelu? A pa kolikšen vpliv ima to? Verjamem. In kot smo videli, v resnici, ko so Iranci zahtevali, da bo prekinitev ognja na iranski fronti povezana s prekinitvijo ognja z Libanonom, se je to zgodilo. Ampak hkrati smo še vedno v Libanonu. Torej, veste, realnost je taka. Je zapletena in še vedno presenetljiva. In mi še vedno izvajamo napade, a tudi oni še vedno napadajo. Tako da ne vem, kdo je s tem začel. Ampak bistvo je, kot sem rekla, da ne delamo dovolj. Želela sem videti več. Nočem, da sta ti dve premiri povezani. Razumem, zakaj sta povezani. Pravzaprav sem se pri tem motila. Mislila sem, da bo pritisk na Iran dovolj velik, da bodo opustili to zahtevo in se osredotočili na druge zahteve, vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Preden pridemo na zadnji del, samo hitro da ali ne. Kako verodostojna je grožnja Hezbolaha, da bo sprožil državljansko vojno v Libanonu, če bo libanonska vlada nadaljevala z razorožitvijo? Ali bodo to storili ali ne? Da? Mislim, da bodo, ker se po njihovem mnenju borijo za svoje življenje. V redu? Zelo razočarajoče, ampak to je realnost. To je hitri del oddaje. Pokazal vam bom 3 slike. In mi na kratko povejte prvo stvar, ki vam pride na misel. To je nekdanji vodja Hezbolaha, Hasan Nasrallah. Mrtev. Res je. Ja, prej sva govorila o njem, o tem, kako vplivan je bil. Pojdimo na naslednjo sliko. Izraelski obrambni minister. Israel Katz. Želim mu dati kompliment, čeprav običajno ne dajem komplimentov izraelskim politikom. In v zadnjih 2 mesecih je bilo veliko zmede glede tega, kakšna je misija IDF, kaj pravzaprav tam počnemo. In bil je zelo jasen. Zelo jasno je povedal, kaj želimo narediti. Dejstvo, da želimo ustvariti varovalni pas. Kaj je ta rumena črta? Bil je in zelo sem vesela, da je to naredil. Dejansko je deležen veliko kritik zaradi svojih izjav, da so provokativne in brez prave vsebine. Torej, spet. Moja pohvala se nanaša samo na zadnje 2 meseca okoli Hezbolaha. Nisem prišla sem, da bi nasplošno delila pohvale. V redu, pošteno. Vzel bo, kar lahko dobi. In zadnja slika, to je libanonski predsednik Joseph Aoun. Lažnivec. Lažnivec. Ne zaupam mu. Kdo je bil, preden je imel ta položaj? Bil je poveljnik vojske. To že 20 let ni razorožilo Hezbolaha. Zdaj njegov naslednik, Rodolf Haikal, pravi, da ne želi poslati svoje vojske, da bi razorožila Hezbolah, ker so mnogi izmed njih družinski člani. Prav.
operativci Hezbolaha, to so njegovi vojaki. Ali obstaja kakršnokoli upanje, da bi libanonske oborožene sile s pomočjo ZDA in z novimi zmogljivostmi lahko opravile nalogo razorožitve? Če bo edina stvar, ki bo narejena, denar za libanonske oborožene sile, to ni dovolj. Ni dovolj. In to ne bo rešilo problema. Ampak, če bo Islamska republika Iran padla in bo Hezbolah po vsem svetu imel težave s svojimi finančnimi dejavnostmi, bo Izrael lahko nadaljeval z napadi na tihotapske poti Hezbolaha in proizvodne obrate Hezbolaha. Morda, spet, sem zelo previdna. Ampak mislim, da bi morali poskusiti narediti nekaj celovitega, namesto da se osredotočamo na dajanje denarja libanonskim oboroženim silam in upamo, da bo to dovolj. To ne bo dovolj. Torej, ni le vprašanje poti, ampak tudi volje, da to storimo. Tukaj bomo morali zaključiti, ampak najlepša hvala, Sarit, za vaš čas. Pridružite se nam spet naslednji teden v oddaji On the Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTube in Spotify. Hvala, ker ste gledali.